Up. Dobar dan, dobrodošli v oddaji Up, ki je prostor za tiste, ki si upajo in so iz startupov razvili uspešno podjetje. Upi bodo govorili tudi o svojih upsih, spodrsljajih torej in o tem, kaj so se iz njih naučili. Midva sva Anja Hlača-Ferjančič in Mic Melanšek, soustanovitelj Hurej Studios. Hura, Mic, dobrodošel, hvala, da boš sovoditelj oddaje. Hvala tebi za povabilo. Dovoliš, da predstavim prvega gosta? Prosim, izvoli. Up. Anže Miklavec, soustanovitelj podjetja Skot. Zdaj smo se preimenovali v Equa DO, torej dveh blagovnih znamk, Equa in Goat Story. Super, ker vas nikoli nisem najdel na iPasu, nikoli nisem vedel, kaj moram iskati, kaj pišem, kaj pomeni to. Ok, to bo lažje, fajn. Equa torej stekleničke, Goat Story ta odštekan rok za kavo. In tudi kava in aparati za pripravo kave. Ker ste ugotovili, da samo z vodo človek težko rešuje podjetniške izzive, da je treba še kaj močnejšega. Vedno je treba iti naprej, vedno je treba nove stvari razvijati, sam rad razvijam stvari, raziskujem nova področja, tako da se tudi v prihodnje rojevajo še nove kategorije, še novi izdelki in tudi novi izzivi. Napitki? Mogoče tudi to raziskujemo. Pač praktično gremo, sej v napitkih smo že, sej roastamo svojo kavo, pripravljamo svojo kavo, raziskujemo tudi mogoče kaj prvodi. Alkoholnega pa ne. Okay. Samo za dušo, v bistvu imamo v pisarni tudi v hrastovih sodih staramo šnopc iz kave, tako da, ampak to je samo za interno. Škoda, da snemamo v prostorih Radia Slovenija, ne pri vas. Kakšni so sicer vaši prostori, Anže? Kako so se širili? Vsakič, ko prideš do tega, da se nekako moraš povečati, je samo prostorski problem vedno v bistvu tudi izziv. Trenutno smo to rešili dobre 2 leti nazaj, 2000 kvadratnih metrih imamo prostor, kjer pod eno streho praktično pokrivamo vso logistiko za Evropo, torej vso pakiranje, ves marketing, prodaja, razvoj, praženje, vse v eni hiši. No? Tako da smo zelo veseli, da imamo nove pisarne. Trenutno nam funkcionira open space, tudi torej, da se informacije hitreje prenašajo, čeprav trenutno je ta open space zaseden manjka polovično zaradi situacije korona dela od doma, ampak jaz mislim, da je to ena taka nova realnost, da se bo tudi več delalo od doma, več ene svobode, kar pač tudi meni osebno odgovarja. Mico pa ne. Kaj, svoboda? Ne, dela od doma. Srednja žalost. Ampak čakaj, da ga malo pohvalim, ker se ni sam dovolj. Mislim, da ima ene najlepših pisarn, kar sem jih videl, ful spodbudne. Imajo teraso, kjer si je sonček, pa lahko spiješ pivo. V moji glavi ste bili Equa, torej pač stekleničke, ki ni neki visoko tehnološko, vsaj za mene, ne, no, pač po moje se strinjaš. Ampak mi je bilo pa fascinantno, ko sem prišel tja k njim in smo šla, me je pelo pač po pisarnah in tam v zadnji nekje, no, je bilo tako pač 5 modelov, verjetno kakšna punca, tudi en je imel Iron Maiden majico gor, pa zelo dolgo brado, pa zraven je bilo 5 3D printerjev, ko so printali, je bilo tako wow, the best, ne. Niso samo stekleničke, ampak res razvijate, no. Ja, v bistvu gremo čez dalje več stvari, je zelo veliko mechanical engineeringa, software engineeringa, tudi tako vse stvari, ki jih zdaj delamo naprej, so čez dalje bolj kompleksne. Se ne vem, je to v enem podjetniškem smislu, pa enem rentabilnem smislu dobro ali ne, ampak jaz si v bistvu tudi osebno zadajam v bistvu cilje, ki mogoče na začetku jih mogoče to kompleksnih stvari finančno tudi nismo bili sposobni narediti in tudi pač po znanju. Zdaj pač čez leta smo se veliko stvari naučili in delamo veliko bolj kompleksne stvari, veliko bolj zahtevne stvari, veliko več inženiringa, tudi inženirjev praktično veliko iščemo zaradi tega, da lahko delamo stvari, ki bojo še bolj advanced, ki bojo boljše, ki bojo še bolj posebne, ne samo po dizajnu, ampak tudi po tehnično. Ker na začetku smo mi bili znani potem, da smo znali stvari zelo lepo zapakirati v dizajn smislu, zdaj gremo pa tudi zelo v tehničen razvoj. No. In tudi mene osebno ta tehničen razvoj trenutno najbolj zanima. Ti je bila Equa tako neka varnostna mreža skozi? Saj jaz tako razmišljam pogosto, da imaš tam nek produkt, ko ti res dobro dela, da lahko druge razvijaš pa eksperimentiraš, ali bi drugače tudi upal to delati. Je kar riskantno, no. Jaz sem skozi ta fear of missing out, pač tako skozi, da skozi nismo dosti dobri, da bi bilo še bolj tehnološki, da bi bili še bolj tehnološki startup, da bi lahko še bolj advanced stvari delali in potem avtomatično delamo stvari, se skozi učimo, skozi pivotiramo, se je tudi razvoj Eqve je šlo v bistvu čez en drug projekt, je v bistvu bil stranski projekt
je v resnici bila Ekva in potem je Ekva ratala, v bistvu z enih prehranskih nadomestkov, U-Shakes, ki je bila to prva blagovna znamka, je v bistvu Ekva bil stranski potem produkt, ki je v bistvu dosti dobro zaživel, potem je tudi Goat Story je ratal iz Ekve, samo da je pač toliko drugačna posoda za pitje kave iz nje, da je ratala nova blagovna znamka. Ne povežeš, no, ne veš iz prve, da je od istega človeka oziroma dveh prišlo to. In tudi v bistvu pri nas je tudi dve blagovni znamke, kot sta Ekva pa Goat Story, ki sta pod eno streho, ampak da bi se pa stranke oziroma naši customeri konvertali, se pa popolnoma ne konvertajo. Če hočemo kdaj cross-promotati, ne deluje. Totalno pač različna brenda. Ljudje, ki kupujejo en brand, v bistvu se ne prepoznajo v drugem. Ups. Že en ups sem že zaznala, ne? Tisti prehranski dodatki. Tisto je bil ups, iz katerega ste se naučili toliko, da je potem nastal nov uspešen izdelek. Jaz sem štartal že nekako z eno marketinško oziroma produkcijsko stvarjo kot agency, ampak sem si vedno želel delati lastne zgodbe, lastne brende, ne za nekoga drugega. V bistvu to znanje v samem produkcijskem marketinškem smislu sam pokazati s lastnimi izdelki in v bistvu to vse, tudi ne da je bil kakšen ups, ampak v bistvu vse je en tak pivot, vse greš naprej, praktično zdaj tudi skozi probamo pivotirati. Jaz mislim, da mi skozi še iščemo ta svoj najboljši product market fit, v bistvu narediti še boljši izdelek. Tako, kot sem prej rekel, da skozi imamo občutek, da še nismo dosti dobre stvari naredili, da jih treba še boljše stvari razviti, da mogoče sploh še nismo v tej scale fazi, ker na začetku v podjetništvu imaš development fazo, čeprav mi smo zdaj v tej development fazi, vsem smo 10 let na trgu, ampak jaz mislim, da smo še vedno v tej development fazi, da še nismo skozi. Jaz mislim, da sploh ti ali pač taki tipi ljudje, se hočeš biti v taki fazi, ker tebe to rajca, a ne? Ja, mogoče, a ni res, mogoče, mislim, ko boš enkrat naredil kluk, to boš rekel, za vam pa najboljši produkt na svetu, nikoli ga ne boš naredil, zihar ne, ker ne boš zadovoljen, pač ne boš arrest my case, pa dal roke v zrak, pa nehal delati, ampak hotel boš biti v development fazi. Ja, mogoče. Koliko te jaz poznam, no, jaz te pa poznam. Da ne boš rekel, da te nisva opozorila, ne? Ja. Kaj sledi. Ravno to nenehno izboljševanje ali pa recimo inoviranje, ne? To se skoraj da bolje sliši. Praviš že, da izhajate iz tega, kaj je vam kot ekipi všeč, da ne preverjate toliko na trgu, kaj bi trg potreboval, ne? In to očitno po 10 letih še vedno deluje, ali kako? To vsekakor deluje, smo delali na ta način, čeprav je pa tudi velikrat, da se lahko kaj v jezik ugrizneš. No? Tako da smo imeli tudi kakšen fail projekt, ki mogoče sploh ni prišel res na trg. Ne povej kakega, različno. Ekva Care je bila v bistvu nova linija izdelkov, za katero si slišal verjetno. Še slišim. Ja, v bistvu bi samo fail v tem smislu, da bi lahko market analizo boljš naredili, hitrejš, v bistvu razvoj je trajal kar zelo veliko časa. Je bilo zelo veliko enih majhnih failov narejenih. Še vedno jaz v samo kategorijo, to je pač od Ekve nova kategorija, podblagovna znamka Ekva Care, ki nekako hočemo narediti eno revolucijo na področju kozmetične industrije, torej pač vse, kar je umazanga v kozmetični industriji, od tega, kako se dela z odpadki, kako se sestavine na mejhen gor piše, pa v reklamo daje ljudi, ki se smejejo. Vse te stvari hočemo mi nekako drugače delati. To je v bistvu problem, iz katerega izhajamo. Ampak, ko vstopaš v en nov segment, je zelo veliko enih problemov, zelo veliko enih failov narediš. In tudi mogoče od tega sem bil vedno zagovornik, sploh včasih, da stvari ne rabiš testirati na trgu. Ampak vseeno je bilo mogoče 10 let nazaj stvari težje testirati, kot jih je danes testirati. V bistvu danes testiranje na trgu se v bistvu toliko poenostavilo, da bi tiste besede, ki sem jih kdaj tudi izrekel, bi rekel danes, da ne, v bistvu je tudi testiranje tu je toliko enostavno, da je treba več testirati. No. Vsi pa testirajo, ne. Saj jaz iz svoje strani vidim, no, da sem mogoče glik zaradi tega, ker so ti testi postali nekredibilni ali pa da se nisem mogel zanesti na njih, da sem bil primoran v enem trenutku začeti delati izdelke, ki so mogoče manj za moj ego, če tako rečem, manj je kreative noter, ampak gre bolj back to basics, dajmo čim bolj povišati verjetnost, da bo to uspelo, ker sen
imaš ti podjetje ozadje, ne vem, koliko vas je, veliko, no. Ja, okoli 40. Exactly. No, to plače za te ljudi niso kar iz zraka potegnjene. No? In če pač svoj ego polniš na izdelkih, se mi zdi, da hitro lahko se zaplezaš. Ker vem, da jaz sem vse, no, tako v enem trenutku. Imeli smo nek portfolio, pa smo začeli pa eksperimentirati, ampak ljudje na koncu rabijo vse neke stvari, ko jih hitro razumejo. Ja, ne, pri samem razvoju se tudi zelo hitro zaciklaš, zelo se moraš spraševati, ali je to zdaj preveč. Jaz mislim, da je glavno, mogoče pri podjetništvu, je tudi, da znaš postavljati vprašanja drugim in jih tudi znaš poslušati. Torej pač, da kad delaš poglobljene intervjuje, sprašuješ, gledaš, kakšne so navade in potem probaš to nekako upoštevati noter. Sam pač moraš znati slišati tudi v bistvu, kam gre prihodnost, kaj se bo zgodilo. Tako da jaz zase nekako govorim, pa želim si to, da živim v prihodnosti. Torej vse stvari, ki jih počnem, hočem jih početi za nalašč, tako, ki jih bomo ta prvo početi. Tudi od tega, če kripto stvari, ki pridejo, naprimer DeFi protokoli ven, jih hočem pač sam hands-on sprobati, pa nekaj narediti na tem področju že zaradi tega, čeprav ni moja kategorija, ampak v bistvu, da razumeš vse stvari, kaj se okoli dogaja, da znaš živeti v prihodnosti. Da si pripravljen, ne? Da te ne preseneti. Tako nekako vsi, ki nekako tudi vodimo podjetja, so v bistvu vse 3 stvari pravijo, da jih moramo znati. Pač praktično, da moramo dati vizijo ljudem, da moramo znati v bistvu voditi, dati vizijo tudi pač v timu, ki pač nekako verjamajo v nas. Potem moramo zbrati prave sodelavce, kar je pač zelo pomembno, pa ne sme nam zmanjkati denarja. Pač torej, ja, to mi je pri tebi dobro. No. To, kar si prej rekel, da razvijaš produkte, da greš v tehnično smer, tehnološko podjetje, ne zaradi kapitala, ne zaradi investitorja, ampak zaradi sebe. Ne. Ker se mi zdi, da mislim, da nimate investitorja. Ne. Se mi zdi, da zelo hitro bi lahko en tak tuj kapital začel forsirati to razvojno pot in pol bi bilo po moje preveč posiljeno. Tako pa delaš zaradi sebe in zaradi tega mi je oni 3D printečki, mi je tako, wow, the best, no, nekaj nastaja, ne, pač lahko fejlaš, no. Ne, absolutno, zaradi tega tudi, ker hitro to ratuje, tudi, kot si rekel prej, moraš zelo paziti, a to zdaj ratuje hobi, pa igranje in vse te stvari, ker jaz sem tudi tako, po naravi mi je zelo težko zaključiti stvari. Jaz bi vse samo nekaj naredil, sprobil, pa pol bi šel na nekaj drugega, ampak je tako, ker si prej rekel, imamo tudi to odgovornost, ne, do celotne ekipe, do okolja in vse stvari, da pač tudi nekaj deliveramo na koncu, da nekaj v bistvu potem poskrbimo za te plače, da poskrbimo, da smo vsi, v resnici najlažje se stvari igrati, najtežje stvari zaključiti. Vsi imamo ideje, vsi znamo nekaj narediti, mislim tako, ampak potem kdo pa zna stvari do konca pripeljati, do konca optimizirati, do konca tudi v bistvu potem product market fit najdeti v bistvu pozicioniranje, ta pravo cenovno, ta pravo ceno, ta pravo customer. To dela Stela. Ali ti pusti Stela, da se ti igraš s printerčki, ona pa tako, že čakaj tole, tale printer bomo pa izklopili. Da ne dela v redu. V bistvu sploh ni tok, v bistvu še vedno se matram, da je zelo flat vse, torej da ni določen, kaj kdo točno dela. Čeprav se skozi borimo s tem, a mora biti strukturirano bolj vse skupaj, ali ne sme biti bolj strukturirano. Do kam gre marketing, pa do kam gre razvoj in tako naprej, tega nimamo prav zares strukturiranega. Ja, kaj pa, če bi mi to preverili? Stela Korošac je z nami. Dobar dan. Živjo. To je zdaj presenečenje, Anžeta. Stela, hvala, da si se oglasila. Z veseljem, hvala za klic. A si že spila kavo, Stela? Najbrž si spila kavo že. Ja, 3-krat lahko bi baš. Jaz sploh ne odprem oči brez kave. Kjero kavo si pa spila? Iz Etiopije? A si etiopijsko pila? A hočeš v podrobnosti? Ne, sam vem, da etiopijska mi je od vas najboljša bila. To me je Anželika. Danes pijem Kenjo. Aha, dosti blizu. Mic, to moraš še preizkusiti, ne, če ti tudi ta tako ustreza. Stela, ravno najboljši del tega pogovora si ujela, ne, ko je Anže razlagal, da mu je fino nove stvari preizkušati pa odkrivati. Ti pa moraš nekako s tem živeti in delati, ne, dobesedno oboje. Kako torej zaključite nek projekt ali pa postavite časovnico? Ja,
Pri nas vse poteka zelo spontano in gremo z flowom, kukar pač stvari pridejo, ampak pač imam eno zgodbo, ki gre v bistvu zelo nazaj, 12 let nazaj, takrat, ko sva midva z Žetom praktično začela hoditi. V bistvu sva bila takrat skupaj 14 dni in sva se midva odločila, da greva na morje. In tako, ker vsak ta prav Slovenca valjda štartala sred noči, sva rekla, dajmo ob 5 zjutraj moramo štartati, zato da pridemo na Hrvaško. Jaz valjda se zbudim ob 4, se vse zrihtam, ob 5 čakam Anžeta in njega nikjer, Jaz njega kličem, on se ne javi, jaz že tako, ja pa kaj je to zdaj, to pa je bila kratka zveza, kaj se zdaj gremo mi kle. Valjda, jaz sem pač pol v naslednjih 2 urah že se z njim skregala, pa spet prijateljila, seveda vse v moji glavi, ga klicala, ko se on pač meni končno javi in reče, ja, evo sem na poti. In pridejo v nekih 7:30 do mene in pač se delamo, kada nič ni bilo. In jaz sem to pač pol še nekaj časa pri sebi premlevala, ampak jaz sem dejansko pol ugotovila, da Anže je pač po naravi res tak optimist. On pač dejansko verjame, da bo prišel ob 5 zjutraj in tudi verjame, da bo ob 4 popoldne prišel od Viča do BTC-ja po največji gužvi, saj takrat, kaj še bila gužva na cesti. Ampak ta plat zgodbe ima tudi pozitiven zaključek, ali kako naj rečem, ker jaz verjamem v to, da če Anže ne bi bil tak urank optimist, mi pri Equi ne bi pač startali nobenega projekta več, ker ko enkrat daš čez eno zadevo, en projekt, potem vidiš, koliko je enih problemov lahko zraven in te to lahko precej pač prestraši oziroma si tako, pač podjetništvo je itak gor in dol konstantno in če nisi ti res tak optimist, da si rečeš, zdaj naslednji projekt bo pa res rato, bo pa res simpel in točno s temi besedami Anže še danes vsak nov projekt jaz pač presežem. Za vsakega reče, ampak tole bomo imeli pa res hiter narejen. Boš videla, tole imamo zdaj le 14 dni testiranje in pa smo na marketu in to je to. In pač valjda tudi noben projekt še do zdaj ni bil hiter narejen in še čist pri vsakmu smo imeli pač eno goro problemov zraven, ampak spet, da se vrnem pač k mojemu pointu, jaz verjamem v to, da če ne bi bil on tak optimist, da ga to dejansko pač žene naprej in pač celo našo firmo in vse skup, tako da se zelo z veseljem živim s tem. Ni tako nalezljivo, če je en tak optimist. Ja, res je. Ampak Stela, zdaj, če lahko, še to pod vprašanje, ti še vedno nekako vstajaš ob 4 in dežuraš, če bo šlo kaj narobe. Ali si se tudi že nalezla tega optimizma? Mogoče pomaga tudi to, da sem jaz tudi mečkan k temu nagnjena, čeprav on je pač vse še na 6. potenco. Mislim, da zelo lepo iščeva. Vsak dan se valjda kaj novega naučiva, pa kaj novega testirava, ampak odkar se pač s vami dva skupaj smo že našli vse možne variante, ne vem, kako ne rečem temu, prenašanja najnih karakterjev. Mislim, 12 let ste preživela skupaj, to pa kar zavidljivo. Nekaj pa je, Nekaj pa je, Ja. Če kdaj ste pa firmo naredila? Je pa mačkan mlajška to. Koliko mlajša? Veliko mlajša? Dobrih 10. Hiter. Let pa pol skupaj bi imela firmo. Wow. Ja, se tako, kar vse ostale stvari je bil to precej skok na glavo, brez da bi vedela, koliko je voda globoka. Vse, kar slišim, že 14 dni imamo vse urejeno, najprej so firma del, to bo to, gremo. Je bilo tako, zikar je bilo. Ja, v bistvu itak, jaz mislim, da če razmišljaš preveč o problemih, je težko stvari delati. Stela, hvala. Hvala Stela. Hvala za presenečenje. Živite še naprej. To je pa res presenečenje. Ker se je delala, ker sem rekel, da grem na radio, da nič ne ve. Vsi smo se delali, da nič ne vemo. Še malo o tej prihodnosti, v kateri živiš ali pa živite v podjetju. Kaj prinaša? Ja,
Zastavljeno imamo trenutno 3 področja, v katera pač razvijamo, čez dalje bolj globi gremo. Pač torej Goat Story je kava. Pražimo lastno kavo, zelo se igramo z različnimi kavami, vsa naša kava je praktično limited edition, ker to hitro menjamo različne farme, testiramo mnogo enih variant kave, delamo sami aparate za kavo, trenutno imamo mlin za kavo, ki smo ga naredili, Gina aparatura za kavo, do konca leta bomo štartali še espresso mašino in tako naprej. Celotna kategorija, vse na področju kave. Zelo veliko smo se naučili na področju kave, zdaj hočemo to samo nadgraditi, tehnično nadgraditi z dizajnom, z user experienceom, nekako tako. Ima pa tudi kava pri vas tak prizvok ekološkosti oziroma tako fair trade, fair playa. Ja, absolutno ima ta prizvok, ampak v resnici nimamo pa teh certifikatov, zaradi tega, ker mi delamo v resnici s toliko majhnimi farmami, ker vsi na ta način delajo, samo so v bistvu premejhni, da bi sploh te certifikate imeli. Ampak se to po svoje je točno to. No. Zdaj imaš papirja, imaš pa direkt pot od gospoda do tebe. Zelo navajamo, kakšna je v bistvu kakšna je ocena kave, s kje je kava prišla, v bistvu to nekak transparentnost. No. V bistvu se bolj kot s temi certifikati, bolj je v bistvu naša misija posod biti v bistvu čim bolj transparenten. Se v to smer se mi zdi, da sploh mlada podjetja pa trend gre to, da pač vse, kar delaš, moraš delati čim bolj transparentno. No. Torej pač to je nekak Goat Story zgodba in tudi prihodnost. Pri Equi nas normalno še veliko izzivov čaka, od vse povezan z ekologijo, nove stekleničke, nove smart rešitve stekleničk, ki jih tudi pripravljamo, zelo veliko enega tega področja, ki ga bomo pač predstavili tudi še letos. Na drugi strani je pa ta čist nova blagovna znamka EquaCare, ki je praktično se nam je pa nova Pandorina skrinjica odprla v bistvu celotne kategorije, torej te umazane kozmetične industrije, ki jo je treba nekako rešiti. No. In oziroma ne, da jo rešujemo, hočemo pogledati s mačkam drugačnimi očmi. Kar ogromen projekt, a ne? V bistvu ogromen projekt, v bistvu zelo veliko enih stvari, ki jih lahko rešimo. Torej pač v bistvu no limit, spet novo področje. Štart v resnici je zelo bil zelo skromen, zelo počasen, ampak nekako dolgoročno verjamem, da se lahko veliko stvari kle naredi, veliko stvari novih razvijamo. Ne? Tako da sem optimist, da jih bomo. Pač. Až kaj me zanima, a pa tako ta Goat Mag, ta je bil res je izstopal. No? Ga imaš rad ali ga pa nimaš, a ne? A še imate pogum za kaj takega? To v bistvu tudi sam, danes v bistvu, ker sem mačkan odrastel, Goat Maga zihar ne bi še enkrat naredil. Okay. V bistvu, ampak se je tudi svet spremenil. Vseeno se je od 2014 do 2021 svet in potrošništvo, naše razmišljanje v bistvu toliko spremenil, da v bistvu sem ratal in smo ratali tudi vsi toliko bolj minimalističen, toliko bolj funkcionalen in v bistvu vsega tega funkcionalno-minimalističnega načina razmišljanja, ker razmišljamo zdaj, pač tazga izdelka normalno ne moramo več narediti. Sam so vas pa kar poznali potem, ne? Absolutno, sej tudi. So rekli, oni norci, ko so to naredili, te delajo pa še kava, pa je kar v pozitivnem smislu. No? Jaz mislim, da moraš imeti vizijo pri stvareh, ne? In tudi zaradi tega velikrat pridajo tudi do mene, pa sprašujejo v bistvu, kako se Kickstarter projekta lotiti, pa se stvari, pa jaz rečem, da se stvari loti, samo če imaš večjo vizijo, ker v bistvu samo projekta delati, jaz nisem videl Goat Maga, v bistvu že takrat je bila blagovna znamka, ni bil Goat Mag, ampak bila Goat Story. Jaz sem v bistvu to samo viralno zgodbo, v bistvu štart projekta. In v bistvu je bilo že vse na to način zastavljeno, da v bistvu takoj, ko je Goat Mag ratu, sem je že takoj v istem dnevu sanjal o novih stvareh, ki jih bomo naprej delali. In smo v bistvu praktično v istem dnevu, ki se je štartil projekt, pa je dober za laufu projekt, sem je že rekel, ok. Če 14 dni bo nekaj novega. Ja, smo že začeli zelo hitro naprej razvijati stvari na področju kave. Ja, je vseeno zanimivo, ne, da smo šele po pol ure pa reč omenili Kickstarter, ne, ker večina ljudi te vendarle povezuje tudi s uspešnimi kampanjami na tej platformi množičnega financiranja. Ne. Kickstarter je zdaj to še vedno zanimiva zgodba zate še za kakšen izdelek kampanjo ali ne? Absolutno, pač jaz mislim, da Kickstarter sploh ni po popularnosti, jaz mislim, da sploh ni na vrhuncu, da je to še vedno platforma, ki je super popularna, samo se pač v vsakem obdobju se stvari pa toliko spreminjajo, da moraš tudi v bistvu izdelke prilagoditi. Normalno zdaj, če smo 2014
so bili druge stvari popularne in ne moreš prenašati istega trenda na 2021, 2022 oziroma če zdaj nekaj delamo, moramo razmišljati že v 23, 24. Kaj pa so trendi zdaj na Kickstarterju? Osnova ostaja isto. Pač osnova je podpreti projekt, ki je dosti drugačen. V bistvu gre za drugačne izdelke, za ekipe, ki dejansko imajo drugačne projekte in želijo prej preveriti pri kupcih, ali to sploh praktično deluje in tudi povedati zgodbo na drugačen način. Najbolj uspešen je tisti, ki je uspel z minimalno spremembo izdelka v bistvu zgodbo tako drugače povedati. To se mi zdi tudi velikrat me fascinira, pač torej, ker velikrat mi gremo zelo zdaj deep v razvoj, razvijaš kar neki ne samo mesecev, ampak let mogoče izdelek in potem gledaš nekoga, ki je pa bolj simpel stvar naredil, pa je bila tudi zelo uspešna. To sem hotel vprašati, koliko te je prizadelo, ko so Kitajci skopirali? Ko je bil tam en Kitajc, pa je rekel, 14 dni bomo imeli skopiran njegov znak. Ja, s tem nekako... Mislim, da je tako, si bil slabe volje zjutraj, ali si bil tako, vse je ok. Po en strani je kompliment s tem, kad te nekdo kopira. Torej, to je čist do določene mere kompliment, samo potem je pa, koliko je to kompliment, pa koliko je potem to, koliko se greš potem spuščati v te pravne stvari, v pravne zaplete. To je optimizem bil tu, tako sej bo vse v redu, nema veze, ali si bil tako optimistično, jih bomo zatrli v kali? Bolj je bil pri nas še en večji problem, zaradi tega, ker je to tisti Kitajski je to skopiral in na Kitajskem še zaščitil. Oh, wow. Torej, v bistvu je bil on. Pameten Kitajec. Ja. In to je v bistvu bil, torej, te zaščite se po večini držav dela brez preverjanja. Torej, tisto, kar ti vložiš, ne. In če ne veš ti, da je nekdo zaščitil, pač ja, in to ne spremljaš kitajskega registra, nisi vsak. Ne. Okay. In je v bistvu bilo potem zaplet, v resnici za mi nismo pravni lastniki našega dizajna. Torej, pač, da imamo lahko mi probleme. In potem je to rato pač velik zaplet. In potem smo še mi ščitali in smo v bistvu zdaj na Kitajskem 2 podjetji, ki imamo zaščiten dizajn, praktično itak drugega ne gremo spodbijati in je tako glih pri teh Kitajcih, je tako skozi tudi našo blagovno znamko ščitijo na Kitajskem. Tako vsak glih, ker so spet ščitili našo blagovno znamko, ena in ista oseba že tretjič ščiti za espresso mašino, Gold Story, blagovno znamko. Oh, wow. In potem nekaj ima proti tebi. Jaz mislim, da to nekako da spet mogoče boš pozabil register pogledati in da bo enajden. Ampak v bistvu z naše strani je to samo, meni je to samo stvarmi, s katerimi se nočeš ukvarjati. To v resnici je podjetništvo, vsak gleda z enega tazga idealističnega pogleda, kaj bom jaz delal. V resnici pa pol na konc, kaj pa zares delaš. Imaš pa cel, pa gasiš požare na Kitajskem. Ja. Tako da meni je v bistvu bolj z tega vidika, pa potem, ko gre enih sredstev, pa koliko resursov, pa a se s tem res boriti, a dajmo vse skupaj pustiti. Tako. In lahko me na začetku dneva vprašaš, bom dal en odgovor, na konc dneva drugačen odgovor, in tudi zdaj ga ne znam dati dobrega. Ampak načeloma je nekako tvoja ideja, da pač skušaš narediti nekaj novega in da ne gledaš preveč nazaj oziroma se ne greš teh bitk z mlini na veter. Ja, absolutno. Saj jaz mislim, samo tako lahko je fokus je treba imeti v prihodnosti. Včasih si nekdo z eno inovacijo lahko sedel pač nekaj desetletij nad tem, danes se pa moramo zelo hitro vsi premikati. Saj tudi vi delate skozi inovacije, skozi hočete biti hitri na trgu. Sem prepričan, da imate vi, ki vas posnemajo določenih podjetij na desetine ali pa zagotovo. Ja. Eni so hitri, eni so vedno bolj hitri, pa nikoli ne podcenjuješ mladih z glavo skozi oseb, ki vznikajo kjerkoli. Ja. Pač, ker takih norcev, ko smo mi, je ogromno. Ne moreš zaspati niti za en teden, no? Pač res se razvija za naprej, tako vi tudi mi. Ja. In tudi, jaz mislim, da vedno, ko pogledaš, kdo vpraša, kdo je pa tvoja največja konkurenca, jaz mislim, da je največja konkurenca je tistega, ki ga danes sploh še ni na trgu. Točno to. Ja. Nekje mali tam v neki Albaniji, eni 3 štancajo otroške personalizirane knjige. Točno to se bo zgodilo, no, res. Mislim, tudi mi smo na tak način na trg prišli, ne vem za vas. Mi smo imeli ful močne konkurente, ko sploh niso vedeli za nas, ker smo neki slovenčki. Ne? In hvala Bogu niso vedeli za nas, ker so nam pustili dihati 5 let. Ne? Ja. Wow, zdaj smo stali brez besed. Do Albanije smo šli. Ja, in upamo na najboljše. Hvala, Anže, da si vzel čas za oddajo. Verjamem, da si koga prepričal
ali pa nalezel z optimizmom. Naju z Micem je težko nalezti optimizma, ker sva že tudi oba precej optimistična. Ta stavek se je boljš končal, kot sem mislil. Hvala. Hvala, Srečno, hvala vama. Uspešno. Hvala za pogovor. Up.